live brez vloganja. Naj v bistvu tole zdaj čisto res razložim. Are you listening? Zdaj, v trenutku, ko sem jaz nehal vlogati, se je v bistvu vesolje tako nekako tako na glavo obrniti. Ful folka me je klical, ful folka mi je pisal, po ulici klicarili za mano in govorili, Jan, kaj je zdaj to? Zakaj si v bistvu nehal vlogati? In v bistvu tudi zaradi tega se mi zdi, da sem vam dolžen razložiti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Na nek način nisem nehal vlogati, še vedno ful vsebin in to video vsebin, v katerih se pogovarjam z Lečko, ustvarjam na Instagram. Tako da, če greš zdaj kar takoj na Instagram, pa vtipkaš @Jano_Cerol, boš najdel v bistvu moj profil in če se na njega subscribaš, me boš videl praktično vsak dan in še vedno bom vlogil, še vedno bom beležil svoj life, še vedno bom prek Instagrama v bistvu spuščal vas v svojo intimno sfero. Nekaj pa več ne bom počel. Ko bom ustvaril te videe, ne bom več dokumentiral svojega lifea, ampak vam bom poskušal povedati zgodbe. Poskušal vam bom dati nekaj koristnega ali pa predstaviti neko novo informacijo. Tako da moje ustvarjanje se bo omejilo na to, da bom v teh videih samo jaz, ne pa v bistvu moja družina, pa moje poslovno okolje, pa vsi ostali. Namreč vsi te se s tem na nek način niso strinjali ali pa je bilo to za njih preveliko poseganje v njihovo osebno življenje. Zdaj, dajmo si naliti čistega vina. Moj 4-leten sin pri 19 zaradi izpostavitve družbenim kanalom svojega očeta najbrž ne bo postal milijarder, tako kot Kardashianke. Tako da, ko enkrat sešteješ 1+1, ugotoviš, da ja, to spuščanje v svojo zasebnost, pa spuščanje v svoj oseben life je enostavno prevelik davek, ki ga moraš plačati za to, da v bistvu na nek način služiš denar. In se mi zdi, da tega pač enostavno ni vreden početi. Na drugi strani se mi zdi, da čas, ki ga vi meni namenjate, je tako zelo dragocen, da takrat morate od tega časa nekaj odnesti. In jaz bi vam predvsem rad nekaj nazaj dal. Dal koristno informacijo, ki vam bo mogoče pomagala, ki je v lifeu. Ja, pač stvari, ki se mi zdijo vredne, ki so mogoče tudi bolj blizu njega novinarskega dela, kakor čisto zares njega vloganja. Naj eno stvar razložim, ful velika zmota je, da vsi, ki ustvarjajo video vsebine, so pa kar vlogerji. Ne, vlogerji so tisti, ki dokumentirajo svoj life. Torej dokumentirajo to, kar se jim dogaja, to, kar so kupili. Naprimer, ta prav avtomobilistični vloger kupa avto, razbija avto, popravi avto, ne reviewuje pa vsak dan v bistvu drugega avtomobila. Ponavadi so tam ali vlogerji, torej ljudje, ki dokumentirajo svoj life, ali reviewerji, ljudje, ki ocenjujejo izdelke, avtomobile in podobne stvari, ali ljudje, ki delajo how-to videe, oziroma ki delajo videe, ki povejo, kako nekaj narediš, kako uporabiš določen program ali pa aplikacijo. Tako da obstaja kup enih žanrov, tako kot pri filmih, imamo komedije, pa imamo kriminalke, pa imamo drame, pa imamo erotične filme, pa imamo komedije. Tako da imamo kup enih podžanrov in tako kot pač pri televiziji oziroma filmu, je tudi pri internetu kup enih podžanrov in to vloganje je v bistvu samo mogoče 20 ali pa 30% vse ustvarjene vsebine na YouTubeu. Vse ostalo so v bistvu neke vrste šovi oziroma neke vrste oddaje in tudi YouTuberi v tujini temu pravijo welcome to my show. Welcome to the show. Tako da to so oddaje in jaz bom od zdaj naprej ne bom več dokumentiral svojega lifea, ampak bom delal oddajo. Zdaj, največ vprašanj ali pa najbolj pametna vprašanja so bila iz segmenta tega, kakšen je life brez vloganja. Če ne poskušaš vloganja, pol ne veš, kaj to pomeni. Pomeni to, da konstantno se kot vloger bojiš, da boš nekaj zamudil. Zato si skozi pripravljen, si skozi nekaj snemaš. Naprimer, greš si pogledati Novo mesto in rečeš, zdaj bi bilo pa dobro, da mi tukaj nekaj posnamemo in si pod enim konstantnim pritiskom. In vloger's life, torej to dokumentiranje vsakega trenutka svojega življenja, je izjemno naporna reč. Ker ko greš na dopust za 10 dni, pa na koncu prideš s 15 urami materiala, ugotoviš, da si 15 ur od teh 10 dnevih, torej več kot pol dneva porabil za to, da si v bistvu snemal stvari. Prej si mogel pa še kader pripraviti, pa spomniti se mogel, kaj boš povedal. Tako da od 10 dni si mogoče 2 dni samo snemal pa to, kaj šele montiral pa vse ostalo. Tako da vloger's life je izjemno naporen in tudi zato sem rekel, da ga bom izločil svojega lifea in da bom zdaj delal vsebino, za katero se bom pripravil in ki vam bo koristna in ki bo 1 na 1 in jo bom delal samo tisto uro pa pol, kolikor bom rabil, da vsebino posnamem. Tako da to je ena stvar, ki sem si obljubil samo sebi.
Kakšen je life brez vloganja? Jaz sem ful stvari v lifeu spremenil. Prva stvar, ki sem naredil, vsak dan si 1 uro egoistično vzamem zase, se imam rad, tečem in pokurim približno ure kalorij, kar pomeni, da se počasi topim in prehajam v pravo formo, tudi zato, da bom imel energijo ustvarjati videe za naprej. Druga stvar, ki sem naredil, ful sem se posvetil svojemu podjetju, prenovil sem City Magazinov dizajn. V celoti je moje avtorsko delo, zadnje 3 cifre so po moje najlepše 3 cifre v zgodovini City Magazina. Ta dizajn je v meni tlil mesece in mesece in res sem ga dal ven iz sebe. Tako sem ga dal ven iz sebe, padel je ven in se mi zdi, da je res dober. Tako da dej kakšen koment, kakšen se ti zdel nov City Magazin, drugače na citymagazine.js si dobiš tudi PDF različico, pa si lahko tam pogledaš, drugače pa na 500 lokacijah po vsej Sloveniji ta City Magazine je, tako da dej si pet to pogled, to je bilo meni ful pomemben. Ta tretja stvar, ki sem jo naredil, je to, da je v bistvu tale pisarna tukaj v zadnji moja glavna pisarna in ne več domača pisarna. Tam bom ustvaril vse, tudi vse videe, tako da ja, predvsem zaradi tega, ker bom s tem približno 2 ure pa pol časa z neko logistiko, ki imam drugače, s tem, da sem odhajal v Ljubljano, sem bil v zastojih, pridobil in mislim, da bom v teh 2 urah se lahko vsaj za video pripravil, kar pomeni, da boste lahko dobili več video vsebin. Pač nekaj moraš vzeti, da lahko nekaj drugih dodaš. No, stvar številka 4 je definitivno to, da sem bil prvič v življenju na dopustu 21 dni in da 21 dni nisem odprl računalnika in da sem 21 dni v povprečju vsak dan spal 10 ur, kar je nenormalno zame, jaz nikoli več kot 6,5 ur ne spim, večinoma zelo zgodaj zjutraj se zbujam. Ja, spal sem celo od 9 do pol 9 zjutraj, skoraj 12 ur, kar je bil moj all-time record. Tako da ja, treba si vzeti čas zase, treba iti na dopust in to sem naredil. In na drugi strani sem se prav za vas ali pa zaradi vas pripravljal kopico video projektov, ki me čaka v naslednjem letu, pa mogoče že začetkom, koncem tega leta. En video projekt bo valjda že tudi kar ta teden objavljen, namreč, ko sem jaz nehal vlogati, se je usul ful enih komentarjev. Vsi so rekli, Jan, pa mi smo mislili, da bomo zdaj nekaj s tabo delali. In eden takih je bil projekt, ki sem ga takoj sprejel. Postal sem ambasador ene turistične destinacije slovenske, ki mi je ful pri srcu, zato ker sem večino svojega otroštva, poletnih in pa zimskih počitnic preživljal v teh krajih. Lahko kar povem, to je Savinjska regija. Video bo v nedeljo objavljen, tako da te stvari so mi tudi dale zagon pa energijo, da mogoče začnem nekoliko drugače funkcionirati pa delati. Tako da ja, rad bi se res vsem zahvalil, ker ste v zadnjem mesecu pa pol tako zvesto spremljali, me bodrili, me zaustavljali na ulici, celo objemali in tako naprej, da sem v bistvu dobil spet energijo nazaj, oziroma vse sem jo skozi imel. Jaz sem v bistvu sam to vedel, da so moje osebno življenje, je moje osebno življenje, moje otroci so moje otroci, pa to, da ne želim več kradeti čas, ampak vam dati koristno informacijo, ob kateri boste pač, ja, nekaj odnesli, ne sam vedeli, kaj se z mano dogaja. Tako da ne bom več pisal dnevnikov, torej vlogov, blogov, ampak bom probal govoriti zgodbe. Jaz upam, da sem zdaj razčistil stvari. Če kaj ni jasen, dajte komentirati v spodaj, dajte mi, vsak komentar mi da energijo, tudi če je negativen komentar mi da ful pozitivno energijo, zato ful rad vidim vse tipe komentarjev, ker valjda s kritike rasteš, tako ker rasteš iz pozitivnih komentarjev, tudi negativni komentarji ful veliko povejo, ali pa celo povejo tisto, kar nočeš videti, tako da so zaželeni. Res ful hvala, jaz sploh ne vem, kako naj rečem, ampak ful ste mi dali energije, da še ustvarjam video vsebine, ki bo imele mogoče manj osebne teže, pa več na drugi strani nekih informacij pa stvari, ki se mi zdi, da ste do njih upravičenih in oziroma da jih znam mogoče celo dosti dobro podati. Tako da hvala, pa se vidimo že kar malo. Bye!